V začetku leta 1986 je bilo novega jeklenega konjička pod imenom Fičo še možno kupiti. Vozila, ki je bilo v teh letih skoraj edino, se ga spomnijo mnoge družine, s katerimi so se v poletnem času na tovorjene spuščale proti obali. Člani Fičo kluba so se minulo soboto zbrali na 5. srečanju ljubiteljev teh malčkov. Pa poglejmo, kako so vozniki Fičkov preživeli dan. Minulo soboto se je v Ljubljani in na okolici odvijalo zanimivo srečanje. Na Brezovici so se namreč zbrali številni lastniki, vozniki in ljubitelji vsem dobro poznanega malčka z imenom Fičo. Nekdaj popularno vozilo, ki se je rodilo leta 1955, se je kljub poplavi modernih vozil še do današnjega dne ohranilo. Seveda le po zaslugi nostalgikov in ljubiteljev, ki so letos v ta namen ustanovili klub Fičo. Pobudnik omenjenega kluba je Slavko Ožir iz Velenja, ki je zgovorno pripovedoval o njegovih začetkih. Včasih sem bil dosti teh mladih starih Fičotov, pa šrafov jih, pa rihtov, potem sem pa spet začel rihtati in sem par videl okrog sebe in sem tete enkrat povabil, da smo se dobili. In se dobimo prvo srečanje v Šoštanj, Velenje in se nas bralo kar 18 in to je na tem tudi gratalo. Potem pa bi rekli, daj to poznaš, daj. In smo začeli združeni, smo se naredili tete odbor, smo dobili nekaj iz Maribora, nekaj iz Cele, nekaj iz Velenja, Ljubljane, in zdaj je to gratalo. In smo se zmenili, da bomo dvakrat na leto imeli. Jaz sem mislil, prvo bo enkrat, te pa je šlo in imamo spomladi in jesen srečanje, vsakrat v drugem kraju. Se pravi, je vse slovensko srečanje? Vse slovensko, to je slovenski klub, to ni velenjski klub. Ampak smo takrat mi dali, ker pri meni sedež. Mene določili za predsednika in zdaj delamo skupaj in dobro delamo, mislim, da dobro delamo. So kakšne posebnosti pri vašem klubu, kako se lahko včlaniš? Včlaniš se lahko, vsak se lahko včlani, imamo eno najmanjši članarin, 5 jurjev, za te 5 jurjev dobiš tako vidite, ko smo danes oblečeni, pa razne malce in take stvari. In to je cilj združenja, začetek avtomobilizma je bil v Fičo. Tudi ste videli, kako nas danes vsi gledajo, ne? 5. srečanje ljubiteljev Fičkov je bilo preko celega dneva skrbno organizirano. Na 50 km dolgi poti so voznike jeklenih konjičkov z nasmehom pozdravljali mnogi. Srečanju pa se je pridružil tudi sam župan občine Brezovica. Vidim, da svoj Fičko imate, ste mogoče tudi član kakšnega združenja? Nisem član združenja, pa tudi Fičko ni moj, je last predsednika krajevne skupnosti, ki pa je bil danes zdržan in ga mi je posodil. Pa rekel tako, da sem član mnogih oblik civilnih združenj in predvsem v tem času, v oktobru, tudi gasilc in tako kot vse generacije. In prav prejšnjo nedeljo smo imeli tekmovanje v medobčinskem obsegu in smo dosegli prvo mesto, se pravi gasilci iz naše vasi, moja generacija. Prav tako so bili prvi tudi pionirji, mladinci pa tretji in na podoben način praktično se povezujemo med seboj, predvsem zato, da nas tradicija, ne bo Fičko, ne bo gasilstvo, ne bo katerokoli področje, šport, kultura, nas povezuje in tako kljub naporom in obremenitvam, ki so praktično na vsem področju precej obremenjujoče, najdemo čas za širšo družino in prav sedaj začenjamo že 15. leto projekta oživljanja vasi in zaupanja med ljudmi in prav taka srečanja, kot je tudi danes, je en od teh oblik spoznavanja med seboj in pa druženja in pa predvsem poudarjanja družine, zakonitosti družine in pa soseščine. Na vprašanje, ali tudi on podpira tovrstno druženje, je odgovoril. Popolnoma podpiram, še posebej zato, ker je oktober pri nas posvečen izboljšanju varnosti na vseh področjih in prav to, da se bolj poznamo med seboj, da si bolj zaupamo, to je prvi pogoj, da lahko bolj varno živimo mi in pa tisti naši zanamci, ko bodo prišli za nami. Karavana Fičkov se je zaključila v Iškem Vintgarju, kjer jim je dobrodošlico izrekel župan občine Ig, Janez Cimperman. Moram reči, da sem zelo vesel, da se je zaključil ta rejl, ali kar se pravi pohod, lahko mu rečem, teh starodobnih avtomobilov oziroma Fičkov tu v kanjonu Iškega Vintgarja, ki je eno od še neokrnjenih predelov v sami neposredni bližini Ljubljane. In upam, da se bodo še kdaj vrnili k nam.
Veliko zaslugo, da je vse teklo kot po maslu, zagotovo lahko pripišemo Vidi Jakšič, katere budno oko je ves dan skrbelo za 17 fičkov in njihovih potnikov. Kot vodja pravzaprav organizacije tega današnjega srečanja fičkarjev nam lahko poveste malo več o tem, kako je potekal dan. Ne bom rekla, da sem sama vodja, res. To 5. srečanje je bilo podeljeno Ljubljani in vsekakor so se pridružili tudi Horjulci, sami so se javili. Tudi njihova pomoč mi je bila dobrodošla, ker sam ne moreš nič, ne? Treba zmeraj ekipo. Zdaj smo prišli do cilja našega današnjega srečanja, to je naše 5. srečanje v Iškem Vintgerju. Tu nas čaka še neka državna igrica, potem malo srečolova, zabava, na koncu pa še priznanja. Moram reči, da zadeva mislim, da je iztekla, kako je bilo treba, kako je bila zamišljena, brez problemov, brez nesreč, brez gumidefekta ali pa karkoli, prišli smo do cilja. Ob druženju, zabavnih igrah, hrani in pijači je dan minil hitro. Prihodnje leto so po besedah Jakšičeve na vrsti Štajerci, ki bodo prav tako poskrbeli, da se bodo ljubitelji starodobnikov in prirejenih fičkov ponovno srečali.